V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, zgodilo se je 46. leta, in sicer na Madžarskem je živel Ferenc László. Ferenc László je bil obveščevalec, tajni obveščevalec za zaveznike. Mislim, da je Madžarska je s Wehrmachtom šla na Rusijo, potem so pa najprej je bila pod Nemčijo, potem so pa Rusi seveda prevzeli, ko so Rusi zmagali. Konec druge svetovne vojne so pa prevzeli oblast na Madžarskem in je bila Madžarska pravzaprav popolno pod oblastjo Rusije. No, in ta Ferenc László je bil pa tajni obveščevalec za zaveznike pod Nemci in pod Rusi, ampak potem so počasi začeli te obveščevalce odkrivati Rusi in je moral zbežati iz Madžarske. Pa je seveda zbežati iz Madžarske bilo pa težko, ker so Rusi vse potne liste uničili Madžarom, da ne bi mogli pobegniti, in seveda meje so bile zaprte. Če bi ga ulovili, bi ga pa verjetno morili, ker je bil tajni obveščevalec. No, in potem je njegov prijatelj je pa izvedel, da gre en vlak iz Budimpešte v Avstrijo na Dunaj, in v tem vlaku so bili vsi Avstrijci, ki so bili živeli na Budimpešti, in vsi Avstrijci so lahko šli seveda iz Budimpešte na Dunaj domov. Ampak med temi, ki so šli, je bil tudi neki Oskar Ciner, ki se pa ni javil na razglas ruske vlade, da bo šel s tem vlakom nazaj. In je ta prijatelj rekel, da bi pa lahko Ferenc László šel na mesto tega Oskarja Cinerja, če seveda se Oskar ne bo pojavil. No, in potem je rekel, pravi, ko boš prišel na postajo, ko bodo klicali imena, povedal mu je, da je ta Oskar Ciner, da je bil slikar portretov, in vse mu je povedal, kje je živel v Gradcu, da je že v Gradcu se je rodil, tam živel in tako naprej, kaj je delal, slike, ki jih prodajal, pa tako naprej. Vse mu je razložil, ker vse to so imeli tisti ruski kontrolori na vlaku, se te življenjepise, da so potem kontrolirali, če je res gledal v Avstrijo samo Avstrijci, ne pa kakšen Mažar. No, in potem, ko je bil na postaji, je rekel, bo je počakaj še, ko bodo policali Oskar Ciner, ne se tako javiti, ker če slučajno pride, bosta dva Oskara Cinerja, potem bo seveda narobe. No, in potem nobenega Oskara Cinerja ni bilo na postaji, in je pa šel na vlak, po 10 so jih v kupeje spravili, in potem je vlak je šel. No, potem so pa prišli 4 oficirji ruski na vlak, en general, pa 3 polkovniki. In so potem šli mimo tega kupeja, kjer je ta Mačar sedel, kot nam je se pel kot Oskar Ciner, in so potem vrgli iz tistega kupeja, zraven njihovega kupeja vrgli ven tiste potnike, ki so bili noter, pa so šli sami noter. Potem so tam pili vodko, jedli sendviče in se dobro imeli. Ja, bili so pač generali, in ruski generali, bil pa ti 3 polkovniki. No, potem je pa prišla prva kontrola pri nekem mestu, mislim, da ni pomembno. Prva kontrola je prišla, 3 kontrole so bile, no, in potem je seveda prišli so seveda s kontrolorjem, pa so prišli vojaki ruski, oboroženi z avtomatskimi puškami, kot smo rekli v vojski. Ja, in so začeli spraševati tiste ljudi po podatkih, kdo so in tako naprej. No, in ta Ferenc László si je ponavljal ves čas, kdo je in kje se je rodil in kaj je po poklicu. Potem pa, ker je bil tako razburjen, seveda, ker je šlo za življenje in smrt, je pa v trenutku pozabil, kako je njegovo avstrijsko ime. Vse se je spomnil, samo svojega imena se ni spomnil, da je Oskar Ciner. In potem je bil tako razburjen, vedel je, da še ne bo vedel imena, da ga bodo ulovili, da ga bodo zaprli in seveda vedno morili. No, ampak potem je pa prosil Boga, pravi, dobri Bog, pomaga mi, da sem spomnil imena, ampak ni se ga nikakor spomnil. Potem je pa naenkrat iz tistega kupeja, kjer so bili tisti oficirji, prišel en polkovnik, pa je pogledal
pa je nekaj spraševal po hodniku, pa je pa odprl vrata tega kupeja, pa je rekel, nemško seveda pravi, a kdo igra šah od vas? Potem je pa vsi so bili tiho, pa je pa pogledal tega Ferenca Laszla, pa je rekel, a igrate šah? Je rekel, ja, igram šah. Pa je pa rekel, pridite z mano, pa je prišel in ga je peljal noter v tisti kupe, kjer so bili oficirji. Kajti tisti, ki je hotel igrati šah, je bil gospod general ruski. No, in potem seveda je pozdravil, potem je pa general rekel, naj se usede, in ko je videl, da gleda tiste sendviče, pa tisto vodko, pa kaj novino so imeli, pa nek madžarski brendi, je rekel, davaj, je rekel, kar vzamite si, pa se postrešite. Ampak seveda tega človeka je bilo tako strah, ker se ni spomnil svojega imena avstrijskega, da je bolj slabo jedel. In več čas prestrašen bil. No, potem se začela pa šah igrati, vedel je, da ne sme zmagati, ker je rekel, pravi, ne poznam nobenega Rusa, ki bi hotel izgubiti, pravi, pri šahu in ki bi hotel dolgo igrati, če šah ni zanimiv za njega. No, in potem sta igrala in seveda je tako igral, da je seveda ruski general zmagal. No, potem je pa šla tista prva kontrola, druga kontrola, pri drugem mestu, pa je odprl vrata, eden od tistih oficirjev, pa je pokazal na njega, pa je rusko rekel, pravi, ta človek še ni bil še pod kontrolo, kdo je, nismo ga še kontrolirali. In tisti general je vstal, pa se s to roko tistega vojaka potisnil ven iz kupeja, pa zaprl vrata, pa so naprej igrali. Potem je pa bila tretja kontrolna točka. Ja, no, tretja kontrolna točka. In potem je pa spet prišla skupina tistih vojakov noter in potem so šli mimo, ko so videli, da so oficirji, no potem so prišli pa nazaj in eden od tistih kontrolorjev je spet odprl vrata, pozdravil seveda generala, svojega predstojnika, da so bili sami vojaki ruski, potem pa začeli nekaj govoriti, ne, in tisti ruski general je postal vijoličen, tako se je razjezil. In ta Ferenc Laszlo si mislil, zdaj pa pomeni, očitno so me odkrili, da sem jaz pač Madžar, ker ta ruski general mu je ves čas govoril, davaj Magyar, to pomeni, ti si na vrsti Magyar, kadarkoli pač vam bil na vrsti. Pa si mislil, kako govori, da sem Madžar, bil si Madžar, ampak on je pač rekel Madžar, zato ker je pač iz Madžarske šel v Avstrijo, ne. Ni vedel, da je on Madžar. No, potem je pa prišel not, pa je pa tisti general stopil gor, on je mislil ta Madžar, da je zdaj po njem, da ga bodo pač aretirali, ampak tisti general je tako napravil, kot da hoče vzeti meč iz nožnice ven, pa je tistega vojaka vsekal po ustih, tako da je odletel v tisto steno, pa tako zaprl vrata, da se okna stresla. Se pravi, razjezil se je, ki je spet prišel, pa ta Madžar, Ferenc je ugotovil, rekel, zdaj bom pa mir, in se je prvič nasmejal, potem se je še general nasmejal, potem sta pa vodko pila in potem, ko je tisto vodko pil, je tako dobro igral šah, da je bil tik na tem, da zmaga, ampak vedel je, da ne sme zmagati. No, in potem je pa tisti polkovnik rekel, pravi, gospod general je zadovoljen, a tovariš so verjetno rekli takrat, je zadovoljen z vašo igro, pravi, pa ga zanima, seveda popravljavcev, general je govoril, seveda potem, en sam polkovnik je znal nemško, je govoril popravljavcu, pa pravi, ali ste tudi za to, da bi tudi na Dunaju kdaj skupaj igrala šah, pa je rekel ja, pa je potem rekel, naj mu pove naslov, ki je pa povedal naslov nekega hotela, ki se je spomnil na Dunaju. Potem je pa vprašal in vaše ime, v tistem trenutku se je ta Ferenc Laszlo spomnil, je rekel, moje ime Oskar Ciner, in je potem se dobro končalo in je pa šel živ čez mejo. Vidite, to je resnični dogodek, ki se je zgodil, to ni pravljica, ampak se je to res zgodilo. 46. leta, vidite, kaže, kako je človek pripravljen rešiti svoje življenje, vidite, za vsako ceno, vidite, tudi na ta način, recimo, kot je ta Ferenc Laszlo reševal svoje življenje in
ker je pač življenje božji dar in vemo, da brez življenja, brez božjega življenja nismo na tem svetu. V Berilu smo slišali, kako nas je Bog ustvaril po svoji podobi resničnosti. In človek na dnu srca duše ve, da je ustvarjen za večno veselje pri Bogu in da je ustvarjen za večno življenje pri Bogu, ne za smrt na tem svetu. In zato tako beži vsak človek pred smrtjo, želi pred umiranjem in tako da je ta Ferenc Laszlo. In toliko bolj seveda moramo tudi bežati pred večnim pogubljenjem, ki je seveda mogoče za človeka, ki ne živi v božji milosti. In zato je prišel naš Gospod Jezus Kristus na ta svet, napravil vse, kar je bilo moče narediti, da nas je odrešil. Najprej nas je ustvaril, z svojim duhom, potem je prišel za nas na ta svet, postal človek, da je za nas umrl na križu, vstal od mrtvih in, kot bi lahko rekli v šahovskem jeziku, zdaj smo pa mi na vrsti, mi na potezi, da Bogu vračamo ljubezen, da ga molimo, da ga častimo, da mu zadoščujemo za svoje grehe in grehe vseh ljudi in seveda, da ga prosimo in se mu za vse zahvaljujemo. To je naša naloga na tem svetu. No in še drugi nauk je, vidite, kako pomembno je ta človek, ta Laszlo Ferenc je na vlaku molil in prosi Boga, naj ga spomni, kakšna je njegova avstrijska, vidite, ampak Boga ni spomnil na takrat, ampak je poslal, je napravil tako po svoji previdnosti, da so ga vzeli v ta njihov kupe in da je igral šah in si s tem seveda s to igro šaha rešil življenje. Igra šaha je vojaška igra, rečemo tudi šahovski dvoboj tej igri. No in tej šahovski dvoboj, vidite, dva igrata, dva nasprotnika. Najboljši šahist na svetu je bil Bobby Fischer, Američan, rojen v Chicagu. In ta Bobby Fischer, vidite, ni bil rojen v družini brez očeta, samo mamo, imel pa sestro. Ja, nobeni veri ni bil vzgojen, čeprav mama je bila judovskega rodu. Ampak potem, ko je odrasel, ko je bil star 6 let, mu je sestra podarila šah in potem je pri 12 letih postal prvak v Ameriki z 12 leti. Potem je pa, ko je odrasel, postal mednarodni šahovski velemojster. In tam nekje v 70 letih sta se pomirila, v 70 letih, ko je bila tista hladna vojna med Rusijo pa Ameriko, sta se pomirila on pa Boris, kako mu je že bilo ime, Spassky, Boris Spassky. No in v tem dvoboju je Bobby Fischer zmagal in bil med najmlajšimi velemojstri, najmlajši svetovni prvaki. Zanimivo pa je, da so potem, ko je bila Jugoslavija, rajnka Jugoslavija, ko je bila pod embargom Združenih narodov, da je Boris Spassky še enkrat pozval na dvoboj Fischerja v Beogradu, in ker je Boris Fischer odgovoril na ta poziv, je seveda kršil embargo in potem, če bi se vrnil v Ameriko, bi ga zaprli. In zato je potem na Islandiji našel zatočišče in potem je pa v življenju tudi se je priključil neki sekti. Tam se je srečal seveda s tisto protestantsko Biblijo ali Svetim pismom in potem je pa izstopil iz tiste sekte, ker je napovedovala neke dogodke, ki se niso nikoli zgodili. No, potem je postal učenec nekega hindujskega guruja in potem je pa srečal v Reykjaviku, kjer je tisti dvoboj tudi bil in potem tam tudi živel na Islandiji. Srečal nekega katoličana, ki je postal njegov prijatelj in ta njegov prijatelj ga je poučil katoliški veri in potem je kupil katekizem in v tem katekizmu ga je ta prijatelj poučil vse, kaj katoliška cerkev uči. In potem katekizem, no, potem je pa prebral vsa dela od Chestertona, tega angleškega spreobrnjenca, anglikanskega spreobrnjenca, in potem, ko je zbolel, je prosil za katoliški pogreb.
če greste na splet, pa vtipkate njegovo ime pa njegovo vero, boste vedno našli naslove, ki piše, ali je Bobby Fischer umrl kot katoličan, bil pokopan kot katoličan, vedno pod vprašajem, nikoli ne reče, bil je katoličan, ampak pokopal ga je katoliški duhovnik iz škofije Reykjavik in zato jaz ne dvomim, da je postal katoličan. Ampak njegova pot je bila zelo dolga, najprej brezverec, potem je postal član neke sekte, potem član neke hindujske sekte, in potem na koncu, vidite, je pa postal katoličan. Ta pot je zelo zanimiva, vendar pa mislim pa, da zato nočejo priznati, da je postal na koncu katoličan in da je umrl katoličan, ki je dobil pokopčan, in tudi tisti župnik je potem maševal za njega po njegovi smrti, po njegovem pogrebu, zato ker enostavno ti brezbožni ljudje na tem svetu nočejo priznati, da je nek šahovski svetovni prvak, rečemo tudi, da je bil Mozart šahovske igre, vidite, da človek, ki bi bil zelo inteligenten, da je človek, vidite, postal katoličan in njegova izjava je bila, bom prebral, zanimivo izjavo je dal, tle, zdaj spomnim, zdaj pa tle, pa vseeno, glavno on je rekel, pravi, in na koncu je izjavo, pravi, da je samo katoliška vera tista, vidite, ki je edina, ki edina rešuje to človeštvo in edina rešitev za naše človeštvo na tem svetu. To je neka izjava, vidite, ki lahko da seveda samo nekdo, ki je katoličan, in moram pač reči, da te izjave naš papež Frančišek danes ni sposoben reči. Danes on uči, da so vse vere dobre za zveličanje, kar je seveda herezija. Vidite, nek Bobby Fischer, ki je pa šel od brezboštva, vidite, od katoliške vere, je pa ugotovil svojo šahovsko inteligenco, da je samo katoliška vera, ki nas rešuje na tem svetu. Torej, mi smo sedaj na potezi, rekel sem že pri neki pridigi, da lahko strategijo in taktiko šahovskih iger uporabljamo v našem duhovnem življenju, tako kot je pri šahovski igri vsaka poteza pomembna, vsaka figura pomembna, kako je treba pri šahovski igri premisliti, vidite, pred neko potezo naredimo, vidite, tako moramo tudi v našem duhovnem življenju, vidite, premisliti, kaj delamo, vsaka misel, vsaka beseda, vsako dejanje šteje, vsaka storitev, opustitev šteje pred Bogom, za vse to bomo nekoč dajali odgovor in seveda z Božjo milost pomočjo moramo seveda tako živeti, v Božji milosti, vidite, da bomo nekoč prišli k njemu v nebesa, brez Božje pomoči to ni mogoče. In naši nasprotniki v tej igri so, v tem dvoboju, vidite, dvoboju na zveličanje pogubljenje, je seveda hudič, oziroma so hudiči, Satan z njegovimi hudiči in seveda njihovi pomočniki in seveda naša lastna grešnost, naše grešno nagnjenje. Torej, moji dragi bratje in sestre, za to veliko noč vam voščim, da bi se pogumno borili v tem boju, vsi se moramo bojevati, razen majhnih otrok, ki še niso pri pameti. Vsi, ki smo prišli k pameti, smo bojati v tem dvoboju, torej bojujmo se pogumno, premislimo, kaj govorimo, kaj mislimo, kaj delamo, borimo se, kajti z Božjo milino pomočjo, moramo zmagati, brez Božje milino pomoči smo zgubljeni, bomo zgubili v tem dvoboju. In torej borimo se pogumno v tem boju za naše zveličanje in voščim vam blagosloveno veliko noč na tem svetu in seveda, da bi nekoč skupaj praznovali veliko noč nebesih, za kar tudi vsak dan molim in prosim in Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.